Torej, jaz bi na nek način nadaljeval zgodbo, ki smo že slišali v prejšnjem nastopu. Torej, tema moje doktorske dizertacije so bili stečaji na Slovenskem v času Avstro-Ogrske in prve Jugoslavije. In pravzaprav se je izkazalo že na začetku raziskave, da to ni neka tema, ki bi bila do zdaj obširno obravnavana v slovenskem zgodovinopisju, ker čeprav obstaja precej študij o tem, o posameznih podjetjih in podjetnikih, pa se tako ali drugače zadeva omejuje na tiste, ki so bili uspešni. Torej, zgodbe o uspehu so pač bolj privlačne za raziskavo kot tisti, ki so propadli že po nekaj letih, tako da obstajajo študije o raznih podjetnikih in zgodbe o uspešnih podjetjih, ki so potem recimo nehale obstajati v tej obliki šele z nacionalizacijo po drugi svetovni vojni, ampak zgodba gospodarskega neuspeha pa je nekaj, kar pa ni pritegnilo toliko pozornosti. Tako da jaz sem pač poskusil pokazati v tej svoji dizertaciji, da so tudi tukaj skrite marsikatere zanimive zgodbe in sem na nek način poskusil dopolniti te naše raziskave s temi nekoliko pozabljenimi zgodbami o tistih, ki jim pa ni uspelo. In seveda lahko o tem govorimo tudi za področje Škofje Loke. Zdaj, mogoče najprej za začetek nekaj osnovnih pojasnil, torej stečaj, zdaj v času, ki ga jaz obravnavam, so mu rekli konkurs, kar je samo dobesedno transliteracija nemškega izraza. Torej, po neki osnovni definiciji, ki sem jaz pač tukaj napisal, detajli se razlikujejo od enega do drugega pravnika, ampak recimo, da je to nek pravno reguliran postopek, s katerim se posamezniku ali podjetju, ki je zadolžen oziroma prezadolžen, zapleni njegovo preostalo premoženje, da se z njim poplača vsaj en delež terjatev upnikov, ki so bili na tak ali drugačen način materialno ali finančno oškodovani s tem propadom. Gre seveda za tako pravni kot gospodarski pojav, ki je imel takrat in ima še danes skrajno negativno konotacijo. Istočasno je pa to pojav, ki je bolj kot ne nujen na vsakem prostem kapitalistično urejenem trgu, ki skuša na nek način sanirati to škodo, ki je nastala s propadom kakšnega posameznika ali podjetja in izločiti to podjetje tudi iz poslovanja. Torej, v nekem tipičnem stečajnem postopku pred sodiščem je na eni strani seveda dolžnik, ki je vse skupaj povzročil, na drugi strani so upniki. Kot sodna instanca te postopke vodi stečajni sodnik, potem imamo pa še stečajnega upravitelja. Tradicionalno je to en odvetnik ali notar, ki ima več nalog, recimo, da skrbi za te predmete v stečajni masi in potem razdeli denar, ko so ti prodani in tako dalje. Skratka, to, kot rečeno, to naj bi bil nekako osnovni namen stečajnega postopka, da se predmeti v stečajni masi prodajo in na ta način poplača delež teh terjatev upnikov. Seveda pa ni to edini možni zaključek stečajnih postopkov, ker lahko se recimo tudi izkaže, da je dolžnik na tak ali drugačen način goljufal in to potem postane zadeva preiskovalnih organov. Lahko se izkaže, da ima tako zelo malo premoženja, da sploh ne zadošča niti za stroške samega postopka in se že na tej točki prekine, tako da opcije je bilo več, ampak ta je pa pač klasična in tudi se bomo srečali z njo na Škofjeloškem. Zdaj, na slovenskem prostoru je to seveda bil že dobro znan pojav že za časa Avstro-Ogrske, tudi prej, ampak zdaj, da ne gremo predaleč v preteklost. Jaz sem z nekim ročnim popisovanjem teh stečajev prišel nekako do odkritja, da je približno po 650 stečajnih postopkov tako za Kranjsko kot Spodnjo Štajersko sta se precej ujeli deželi. Torej, v povprečju bi to pomenilo 13 stečajev na leto.
In to se mogoče zdi malo, ker imamo pač v glavi te številke o tisočih in tisočih slovenskih kmetij, ki so propadale v 19. stoletju in ki so jih prodajali. Ampak tukaj je ta razlika, da je očitno stečaj bil bolj rezerviran za trgovce in podjetja, kot pa za kmete, ki jih je prej doletela likvidacija in prisilne poravnave in take stvari. Tako da je seveda tudi ta aspekt bistvena, ne, da razumemo pač slovensko dogajanje na gospodarskem področju v 19. stoletju, ampak kar se pa stečajev tiče, pa se očitno ta neka distinkcija vzpostavila, čeprav je formalno v zakonodaji ni mogoče najti. Zdaj, kar se tiče avstrijske zakonodaje, ki je urejala stečajne postopke, nek prvi tak preliminarne odredbe so že iz časa Jožefa II. Je Jožefinski splošni sodni zakonik iz 1781 že imel neke postavke o stečajnih postopkih. Potem zares je bila zadeva urejena 1868, torej vidite na fotografiji, da bo čez nekaj dni za Božič obletnica sprejema tega novega zakona, ki ga je podpisal Franc Jožef. In ta zakon je veljal za dokaj solidnega, dokaj kvalitetnega, ki so ga potem prepisovali tudi v drugih evropskih državah. Je pa seveda se je izkazalo, da ima tudi marsikatero luknjo, predvsem so se pritoževali, da postopki trajajo zelo dolgo pod njim in da veliko stanejo, torej da odžrejo večino stečajne mase, preden se postopek sploh konča, in da premalo varujejo upnike pred takimi in drugačnimi mahinacijami dolžnikov. Tako da je bilo veliko pobud, peticij, idej, osnutkov, ki so jih pošiljali na Dunaj z željo po izboljšanju. No in do izboljšanja potem pa prišlo šele že med Prvo svetovno vojno, torej konec leta 1914, ko so sprejeli nek nov red, ki je potem veljal seveda bolj kratek čas, ampak je pa dejansko veljal za kvalitetnega in so se ponovno zgledovali po njem spet na novo, v mnogih evropskih državah, in tudi ta jugoslovanski naslednik, ki je bil potem sprejet leta 1929, se je v dobršni meri naslanjal prav na tega. Tako da, kar se slovenskega prostora tiče, se praktično od začetka Avstro-Ogrske pa vse do druge svetovne vojne ni tako veliko spreminjalo. No, potem pa, če kar preidemo zdaj konkretno na Škofjo Loko, torej jaz sem dokumentiral med letom 1882 in 1915 konkretno 14 postopkov za 13 različnih dolžnikov. Torej, eden se je ponovil, bomo videli zakaj in kako. Zdaj, večino te raziskave za dizertacijo sem opravil s pomočjo arhivskega gradiva. Je pa seveda problem, ker je to arhivsko gradivo, torej govorim predvsem o sodnih spisih, je slabo ohranjeno za 19. stoletje. Torej, to, kar hrani Arhiv Republike Slovenije, se začne praktično šele nekako z letom 1900, to, kar hrani Mariborski arhiv, še pozneje. Tako da za Škofjo Loko zdaj nisem uspel odkriti nekih pametnih arhivskih virov, ki bi nam tolmačili konkretno, kako so ti postopki potekali. Tako da za tole predstavitev sem se mogel zateči predvsem k časopisju. Predvsem so tukaj pomembne te uradne objave, torej tukaj na večji sliki je izrez, oziroma to je nekako recimo ena četrtina ali še manj celotnega razglasa o uvedbi stečaja, ki so jih objavljali v uradnem listu. Torej, vsaka dežela je imela svoj uradni list. Za Kranjsko je bila to priloga, v nemščini Amtsblatt, časopisa Laibacher Zeitung, kjer so potem tiskali take zelo zajetne razglase in jih s tem pač razglašali, kdo je šel v stečaj. No, potem so pa to pogosto še zelo nakratko ponatiskovali časopisi, tako da tale notica pri dnu prosojnice je tak značilen primer, torej zelo
preprosta temeljna informacija samo o tem, da je nekdo pač prijavil stečaj. Torej, ja, kar se tiče, kako so bili razporejeni ti stečaji po Škofji Loškem, torej sem napisal 5 jih je bilo v sami Škofji Loki, 2 v neposredni soseščini oziroma danes v delu mestnega tkiva v Stari Loki na Puštalo, 2 v Poljanah nad Škofjo Loko in 5 v drugih manjših krajih, mislim, da od tega eden Železniki. Ja, to je torej samo za en vtis, torej to so vsi stečaji, ki sem jih dokumentiral na Škofji Loškem za časa Avstro-Ogrske. Zdaj vidimo lahko, da je največji delež teh stečajev bil nekako na prelomu stoletja, torej med letom 1896 in 1905. Zdaj to je nekoliko nenavaden izsledek, ker naj bi se ravno nekako v tem času začela doba solidnejših gospodarskih razmer. Namreč poznamo, leto 1873 se zlomi borza na Dunaju in ima potem to precejšnje posledice. Praktično ena prvih večjih mednarodnih kriz v Evropi in potem odmevi in posledice tega se čutijo praktično do začetka 90. let 19. stoletja. In potem se pa zadeve stabilizirajo, pač dokler seveda spet ne izbruhne prva svetovna vojna. In tako da to je ni ravno nekaj, kar bi pričakovali, da se ravno v času izboljšave splošnih razmer, da se poveča število stečajev, ampak recimo, da je to posledica pač skromnega vzorca, ker vendarle na 14 stečajih ne moremo delati večjih izpeljav, ampak samo toliko v opombo. No in vidimo, da so v teh razglasih, poleg se razume imen teh prezadolžencev, da so navajali tudi njihove poklice oziroma splošni status. Tako da na Škofji Loškem vidimo, da je bilo 7 primerov takih splošnih oznak, da so bili ljudje posestniki oziroma hišni lastniki. Kar se pa poklicev tiče, pa vidimo, da je bilo precej raznoliko. Torej največ imamo seveda trgovcev, 4, potem pa še po enega glavnikarja, ključavničarja in krčmarja. In potem pa seveda še 2 zadrugi, do katerih pa pridemo nekoliko kasneje. Na tole smo zdaj že povedal in potem pa imamo še, je treba torej to opozoriti, da so ti podatki iz razglasov, če imamo še na razpolago kakšne druge vire o poklicih, a ne teh ljudi prezadolžencev, da so pogosto pomanjkljivi. Da se dogaja, da je v razglasu nekdo označen samo kot hišni lastnik, potem pa, če se gleda še drugo gradivo in literaturo, pa se izkaže, da je bil človek seveda še podjetnik ali krčmar ali karkoli drugega. V primeru Luke Košmelja, torej možakarja iz Železnikov, ki je šel v stečaj, sem celo spoznal, da je bil dolgoletni župan v Železnikih na prelomu stoletja. No, poleg tega pa imamo še ta primera, da so bili nekateri zadolženci že pokojni. Namreč avstrijska zakonodaja je dovoljevala, da gre v stečaj tudi prezadolžena zapuščina nekoga, ki je že pokojen, pa se je šele po smrti izkazalo v bistvu, kako slabo je njegovo finančno stanje bilo. In to niti ni bil tako zelo redek pojav in v tem našem dokaj omejenem naboru škofjeloških stečajev se je izkazalo, da je prišlo do tega 6-krat. Zdaj, kot rečeno, to pomanjkanje virov nam onemogoča podrobnejši vpogled v vprašanje, kateri so bili ključni vzroki za stečaje. To ponavadi najdemo v sodnih spisih in se ponavadi delijo oziroma jih lahko delimo na 2 glavni skupini, torej zunanje, torej nekaj, na kar posameznik nima vpliva, kot tipičen primer je gospodarska kriza, ali pa notranje, torej da je rešilo za neke napake v poslovanju, goljufije in take podobne vzroke, torej da pa res posameznik sam odgovarja za to.
Zdaj, kot rečeno, za Škofjo Loko tukaj pač nimam veliko za povedati. Se pa v teh obstoječih sodnih spisih pogosto izkaže, da to, kar dolžnik napiše v prijavi, v prošnji za uvedbo stečaja, kaj so bili vzroki, da potem nadaljnji sodni postopek seveda pokaže, da na ta način, da se zadeva pač ni zgodila, ne? Ker vsak dolžnik je seveda hotel predstaviti, da so bili vzroki neki zunanji, nekaj izven njegovega vpliva, ampak marsikdaj se je pa izkazalo, da je ali goljufal ali ni pravilno vodil knjig ali kaj takega, tako da tukaj je neka ta binarnost ves čas vladala. Zdaj, ker nimamo dokumentov, tudi ne moremo natančno rekonstruirati, kako so potekali ti stečajni postopki na Škofjeloškem. Lahko pa vseeno izvemo, kdo je te postopke vodil kot stečajni sodnik oziroma kot upravitelj. In kot rečeno, upravitelji so bili tipično odvetniki in notarji in to velja tudi za Škofjeloško, ker je dobršen del res bil iz teh vrst. Najbolj je bil med njimi aktiven Niko Lenček, ki je deloval v Škofji Loki kot notar od leta 1891 vse do smrti leta 1926 in je očitno opravljal praktično vse to vrstne zadeve pred Škofjeloškim okrajnim sodiščem v tem obdobju. No in kolikor so menjal v časopisju, vidim, da je bil med Ločani splošno spoštovan in priznan. Je pa tudi zanimivo, da pa vseeno najdemo tudi dva upravitelja, ki pa nista bila odvetnika in sta bolj ohlapno definirana, eden kot hišni lastnik, drugi pa kot trgovec. Namreč včasih so tudi upniki so imeli pravico, da izberejo svojega lastnega stečajnega upravitelja in so lahko izbrali nekoga, za katerega so smatrali, da bo najbolje branil njihove interese. In včasih se je pač izkazalo, da ne verjamejo upniki, da je to odvetnik. Namreč lahko najdemo precej mnenj in pričevanj iz tega časa, da so odvetniki na mestu stečajnega upravitelja taki izkoriščevalci, torej da so tam predvsem z namenom tega, da dobijo kar se da velik kos te pogače, ki se imenuje stečajna masa in da dobijo še nagrado za svoje delo in tako dalje. Torej, da so izkoriščevalci, ki jim ne gre zaupati, ki so v bistvu bolj sovražniki upnikov kot pa prijatelji. In zato so včasih se upniki v celoti izognili odvetniškemu poklicu in so pač izbrali ljudi izven te sfere. No, kot rečeno, vsi ti stečaji so potekali pred okrajnim sodiščem tukaj v Škofji Loki. Zdaj za 12 postopkov sem našel podatke, kdo je bil stečajni sodnik in skupaj sem jih potem naštel 5. Najdlje jih je vodil ta Fran Mikuš, ki je prišel v Škofjo Loko leta 1892 in je vodil 8 postopkov. Prav tako so se dogajale v tem času tudi dražbe, torej kot rečeno, predmete in nepremičnine v stečajni masi je treba na tak ali drugačen način prodati in to so ponavadi storili z dražbo. Nekateri so se odločili, da je lažje, če so se skupaj proda enemu samemu kupcu, ki je potem seveda dobil tudi primeren popust za to, da je praktično odnesel celotno premoženje dolžnika, ampak včasih je pa bilo lažje, da se pač organizira javna dražba in se potem temu primerno tudi cena marsikdaj zviša. Tako da tukaj je en dražbeni oklic, torej v časopisih je zelo veliko tega, vabil na dražbe premoženja iz raznih stečajnih mas. In zdaj jaz sem naštel, da je bilo najmanj 8 takih dražb v primerih teh stečajev, ki so tukaj predstavljeni. No in potem, ko je bilo to premoženje prodano na tak ali drugačen način, je upravitelj razdelil sredstva med upnike. Ti so potrdili, da so ta znesek prejeli in s tem se je formalno končal stečajni postopek.
Med stečaj na Škofjeloškem sem našel torej podatke, da so je z razdelitvijo stečajne mase zaključilo najmanj 7 postopkov. Še za en stečaj pa je znano, da se je hitro prekinil, ampak pridemo še do tega v zaključku tele moje predstavitve. Zdaj, ti pomanjkljivi podatki, včasih enostavno ni mogoče najti tega v uradnih virih, očitno niso bili tako zvesto, niso objavljali teh podatkov o tem, kako se nek stečaj konča, tako da tukaj nam malce manjkajo podatki. Pa tudi med Prvo svetovno vojno, ko imamo primer tele firme Deisinger in Plantarič, ki je na tem drugem izrezku, ko je bila izbrisana iz registra, je tudi torej, stečaj potekal med Prvo svetovno vojno in takrat je pa se uradni list izredno skrčil in je te dolge razglase v zvezi s stečaji so nadomestile praktično 5 vrstic z najosnovnejšimi podatki, tako da tukaj nam tudi manjkajo številni podatki. No in seveda, ko je bilo podjetje, ko je bil stečaj za neko podjetje končan, je bilo to podjetje izbrisano iz trgovskega registra, kot kaže tale drugi izrezek in je nehalo obstajati. Dolžnik pa je lahko na novo razpolagal pač s tisto malo premoženja, ki mu ga je ostalo in glede na to, da je marsikateri dolžnik res izgubil tako rekoč vse, kar je imel, razen res najosnovnejših potrebščin, je to pač bila zelo težka eksistenca od te točke naprej. Zdaj pa se bom še jaz malo dotaknil zadrug, torej uvoda mi ni treba delati, smo že slišali vse, kar je pomembno o tem. Bi pa rad opozoril, da so imeli stečaj tudi svojo politično dimenzijo. Namreč vemo, v 19. stoletju se je odvijal močen kulturni boj, na eni strani med Slovenci in Nemci, na drugi strani pa tudi znotraj slovenskega tabora, torej med liberalnim in katoliškim taborom v prvi meri. No in med raziskavo sem ugotovil, da so bili tudi stečaji eno od področja, ki so bili koristno orodje oziroma orožje, kakor pogledamo v tem boju. Namreč tako ali drugače se je dogajalo, da marsikateri podjetnik in zadruga in druge ustanove, ki so šle v stečaj, da so bile politično bližje enemu taboru kot drugemu in potem je to pomenilo, ko je eden od njih šel v stečaj, je potem nasprotna stran to z veseljem izpostavljala na naslovnicah časopisov in smešila in napadala in zafrkavala in tako dalje. Medtem ko so pa politični somišljeniki tega propadlega trgovca so pa skušali to minimalizirati ali ga branili ali so se od zadeve distancirali. In tako da je nastal tukaj v bistvu kar zajeten korpus takih člankov iz slovenskega časopisa na prelomu stoletja, ki je na ta način kritiziral oziroma branil to vrstne polome. Zdaj, Loško je zanimivo z tega vidika, ker imamo primera 2 propadlih zadrug. Zdaj, to je dvojno zanimivo. Prvič, zadruge kot take so izjemno redko šle v stečaj v Sloveniji, ker je pač obstajal ta sistem medsebojnega nadzora med zadružniki in poslovale so precej konzervativno in previdno, tako da je bilo redko, da je zadruga šla v stečaj, tako da če ena, največ 2 na leto, pa še to je bilo precej ekscesno, ker za večino tega avstrijskega obdobja ni nobena zadruga enostavno šla v stečaj. Zdaj, likvidacija kar je en drug pravni postopek, ampak stečaji so bili redkost. Zdaj, drugo, kar je pa zanimivo, je pa to, da ste bili obe te zadrugi pripadnici katoliškega tabora, ker kot smo že slišali, so zadruge, je bila ta katoliška mreža zadrug široko razvejana po Sloveniji in tudi solidna, stabilna mreža, medtem ko liberalni tabor je skušal kasneje konkurirati s tej mreži z vzpostavljanjem
svojih zadrug, ampak nikoli pa ni dosegel takega pomena, kot je imela ta katoliška zadružna mreža. In istočasno pa je liberalni tabor v želji, da doseže, če se le da in dohiti ta katoliški vpliv, so liberalni veljaki ponavadi skušali to doseči s takim hitenjem, z zelo ambicioznimi pobudami, iniciativami, da bi pač kar se da hitro dosegli nek uspeh. In to je pa tudi vodilo seveda k preveč ambicioznemu, včasih tudi goljufivemu ravnanju, tako da v povprečju je precej več bilo liberalnih polomov kot pa katoliških. Zdaj škofjeloško pa ruši to statistiko, ker tukaj sta pa dva primera katoliških zadrug, ki sta šli v stečaj, tako da z tega vidika je to tak zanimiv študijski primer, ki mislim, da še ni bil obravnavan in je pa tak zanimiva študija poloma na katoliški strani, ki jih je treba kar natančno iskati, če jih želimo najti na Slovenskem. Skratka, vidimo, prva od teh zadrug je bila v Poljanah nad Škofjo Loko in ta je šla v stečaj poleti leta 1903. In če spremljamo tisk iz tega časa, torej lahko najprej takoj vidimo, da je liberalni tisk poimenoval celotno zadevo Poljanska zadrega namesto zadruga in potem lahko beremo v časopisih, torej tukaj en izrezek iz Slovenskega naroda, ki je napisal: Tako je zopet jeden klerikalnih konzumov poginil, da so od pričetka poljanski katoliki klicali, da društvo krasno uspeva in da širi slavo poljanske fare v 9. vas. Sedaj se pa kaže to krasno uspevanje. V 9 mesecih so imeli ti zapeljani reveži 4500 kron izgube. Pa še en časopis iz Gorice, Soča, ki je bil isto liberalen, je pa takrat pripomnil: Kmet, varuj se katoliških gospodarjev, ako nočeš izgubiti svojega denarja ter priti še v luknjo. Na drugi strani, če pa beremo Slovenca, časopis, ki je bil pa seveda glasilo katoliške stranke, je pa bil kako pa bo zadržan in je napisal: Zvezno kmetijsko društvo v Poljanah je šlo v konkurs in to vsled nezdravih razmer, ki so pri tem društvu skoraj od ustanovitve naprej vladale. Kakor smo že zadnjič trdili, je naša želja, da zgine iz našega zadružništva vse, kar je nezdravega. In slovenski narod je seveda pokomentiral to nemudoma in je napisal: Ta je lepa. Najprej so ubogega kmeta hujskali, da se je podal v neumna podjetja. Sedaj, ko je vse skupaj padlo, pa očitajo kmetu, da je samo se zakrivil. In željo imajo, da zgine iz njihovega zadružništva vse, kar je nezdravega. Moj bog, kaj vam pa potem še ostane? In zdaj, kaj so bili razlogi za ta strašni polom? Zdaj, spet imamo nažalost samo liberalno plat zgodbe, ker kot rečeno, katoliški tisk je to pač potlačil. Je ta članek, ki sem ga prebral iz Slovenca, tako rekoč edino, kar si upal pripomniti o tej zadevi. Liberalni tisk je pa to napihnil seveda in je potem so cela nadaljevanja in zgodbe o tem polomu. Skratka, če zdaj verjamemo liberalni plati, ker pač nažalost druge nimamo, je bil problem v tem, da so to zadrugo ustanovili člani te neke poljanske konzervativne elite na čelu s takratnim kaplanom in so se potem množično izposojali v lokalni posojilnici in hranilnici, ki je bila tudi pod katoliškim nadzorom, in za izposojo pa so postali poroki za izplačilo razni revni kmetje iz okolice, ki so jih za to prosili, ampak v glavnem niso niti razumeli, kaj se zdaj to pravi poroštvo in kakšne to posledice prinaša. In potem, ko je pa pač zadeva prišla do stečaja, jim je postalo jasno, da zdaj oni odgovarjajo, zato pa je bila reakcija menda besna, torej na enem sestanku v Poljanah, v tem nekem kmetijskem domu, naj bi skoraj da napadli vso to elito in jih zmerjali in tako dalje. In potem je sledil še, poleg stečajnega, še sodni postopek
in je 7 oseb je tožilstvo bremenilo, da so odgovorni za stečaj zaradi malomarnosti, ampak večina od teh 7 so bili ti poroki, torej ti revni kmetje. In potem je spet slovenski narod pisal, da se je tem kmetom, ko so pač sedeli na ljubljanskem sodišču, da se je iz obraza bralo, da niti sami ne pojmijo, kako so zagazili v to nesrečo. In potem sodišče očitno razumelo, da res niso razumeli, kako zadruga deluje in kaj so njihove obveznosti kot poroki in tako dalje, tako da so dobili dokaj popustljive kazni po med 10 in 21 dni zapora. In tako se je končala ta zgodba z Poljansko zadrugo. No, še večja je bila pa potem ta druga afera z zadrugo na Dolenji Dobravi. No, tukaj je gradiva še več, to je liberalni tisk je še bolje izkoristil to zgodbo kot pa Poljansko, tako da so res cele zgodbe v nadaljevanju. Tukaj še na naslovnici Slovenskega naroda je ta skrajno desno članek, se ukvarja s tem in potem je to še 5-6 nadaljevanj te zgodbe. No, tukaj bom probal rezimirati na kratko, torej ta zadruga je nastala 1899 in so vodili lokalni posestniki, ki pa so bili bolj malo izobraženi, marsikateri tudi polpismen, predvsem pa se nobeden med njimi prej ni ukvarjal s trgovino. Potem so začeli pač novačiti člane, sprejemali so tudi tiste, ki so prispevali zelo malo denarja, manj kot bi uradno smeli, samo da bi ustvarjali nek vtis podpore v javnosti in se potem ponovno zadolžili pri tej že omenjeni posojilnici in hranilnici v Poljanah. Odprli so trgovino, ampak potem je ta poslovodja očitno takoj začel z nekimi poneverbami. To je takratni ravnatelj zadruge opazil in je sicer plačal to razliko iz svojega žepa, ampak je bil pa užaljen, ker ta krovna gospodarska zveza iz Ljubljane ni raziskala, kdo je tukaj tat, in je tako odstopil in so ga nadomestili z enim drugim predsednikom. Ta drugi predsednik se je pa potem nepričakovano izkazal za političnega odpadnika, ker je potem na občinskih volitvah ni glasoval za klerikalnega predstavnika, ampak za liberalnega. In to je potem bil nov škandal in šok. In potem pa se je pojavila trditev, da je on tudi goljufal in da odgovarja za več tisoč poneverjenih in ukradenih kron. In res so ga aretirali, poslali v Škofjo Loko v preiskovalni zapor, ker je ostal kakšen mesec dni. Zdaj pa je spet odvisno, kateri časopis beremo, ali je bil kriv ali ne. Nekateri trdijo, da je pač res on to storil. Zdaj liberalni tisk ga je povzel v bran in je rekel, da je ta revizor, ki je razglasil to pomanjkanje sredstev, da je v bistvu on tukaj odgovoren. No in skratka, na koncu tega sodnega postopka je bil ta direktor oproščen krivde in je pa očitno zaradi vseh teh slabih izkušenj se je zelo hitro po sojenju odselil v Ameriko. In zadeva je potem šla še naprej in ti člani zadruge so opazili seveda, da je tukaj nekaj hudo narobe, je zadeva eskalirala in vodstvo sicer ni hotelo razglasiti stečaja kljub vse bolj besnim pozivom članov, tako da nekaj časa so se kregali, ali je treba zdaj uvesti likvidacijo, kar bi pomenilo, da se ne priznava, da obstaja kakršnakoli prezadolženost tukaj, ali pa stečaj. In to je potem trajalo več mesecev, več burnih občnih zborov in tako dalje. No, potem so se vendarle odločili za likvidacijo, ki je pa tako počasi tekla, da je že več članov tega odbora za likvidacijo vmes pomrlo, ali so se tudi oni odselili v Ameriko. In tako da leta 1909 so potem končno razglasili stečaj dokončno.
In 2 leti pozneje se je pa zadeva končala z tem, da so razdelili stečajno maso. No, in časopis Gorenjec, ki je bil tudi takrat v liberalnih rokah, je pokomentiral: eno ostane pribito. Klerikalci so hoteli ravno s kmetijskim društvom na Dolini Dobravi ustanoviti svojo trdnjavo proti naprednjakom, pa jim je spodletelo. Svojim lahkomišljenim gospodarstvom so spravili v nesrečo celo vrsto ljudi. No, mogoče, oziroma skoraj zanesljivo, najbolj nenavadna dediščina cele te afere je pa tale pesmica na desni strani. To je tudi objavil Gorenjec v eni od svojih številk in to je 33-kitična pesem, ki naj bi jo sestavil en nepismeni 80-letnik iz Poljan, en kmet, kot odziv na afero. In v bistvu je to nekaj vrste tak humoren povzetek vzpona in padca te zadruge. Pa zdaj ne bom vsega prebral, ampak ene par samo verzov za vtis. Zadruga je dobra, prav dobro nam gre. Noter imamo vse, cukor in kofe. Potem pa se zadeva poslabša in načelnika prime žandar za roko, dobička v zadrugi nikjer ni bilo. Dobička obetati, kar prav nič ni, dolgove pa delate brez vse skrbi. Podarite zadrugo, ki za nič ni, odkar jo imate, smo vse več dolžni. Je prvi zbor sklican, da bi bili zboroval, 2 moža sta prišla, ta drugi so se bal. In pa zadnja kitica: posode ni vredno popravljati zdajat, zadrugo zapreti pa preče zbežati. No in še da zaključam. Torej, kot smo povedali, stečaji so med vsemi nepriljubljen del gospodarskega in pravnega življenja, vendar tudi nujen del vsakega takega prostega tržnega sistema. In je nekaj, kar seveda poznamo vse do danes. Zdaj, če bi primerjali število stečajev v medvojnem obdobju, ko so se seveda brez prekinitve nadaljevali kljub političnemu prelomu, jih je na Škofjeloškem mogoče našteti 17, kar je torej primerjano obdobje Avstro-Ogrska proti kraljevini, je Avstro-Ogrsko obdobje 2-krat daljše, ampak stečajev pa vseeno več bilo v medvojni dobi. Zdaj to kaže ne samo na vse te gospodarske težave in krize in druge negativne trende medvojnega obdobja, ampak tudi na razširitev poslovanja v tem času. In pač, kjer pride do razbohotenja gospodarstva, se nujno poveča tudi število polomov in stečajev. Kar se pa konkretno tiče teh polomov na Škofjeloškem, čeprav v glavnem niso bili očitno neki veliki, katastrofalni, razen mogoče teh 2 zadrug, so vseeno pomenili najmanj motnjo v razvoju lokalnega gospodarstva in ki je imela tudi potencial, da oškoduje širšo skupnost. In oškodovanci so seveda vedno jezno iskali nekega grešnega kozla in ga najpogosteje našli v samem dolžniku. In zdaj lahko se je to vrednotilo tudi skozi politično prizmo, kot smo videli, ne samo skozi moralno. Je pa tudi to treba poudariti v sklepu, da za temi dramatičnimi poročili in obtožbami so se skrivale iskrene stiske oseb, ki so doživele ta propad. In zdaj ena najhujših posledic je, da so nekateri naredili samomor. No, in en tak primer imamo tudi v Škofji Loki, torej Jakob Gašperin iz tele notice, ki je bil ključavničar, ki je naredil med drugim svetilki na Kapucinskem mostu zraven kipa Janeza Nepomuka in pa menda je prav postavil ta originalni kip na ta podstavek. No in 10 let potem je pa, mislim, da 1902 je pa naredil samomor in kot vidimo, da je domnevno slabo gmotno stanje in pomanjkanje zaslužka. In prav on je ta primer, torej, ko so nad njim razglasili stečaj in ki se je potem izredno hitro prekinil in potem še enkrat. Tako da mislim, da je
da je v tem bil problem, da je pač vmes storil to, kar je storil in so potem morali na novo pač uvesti stečaj in stokrat to distinkcijo, da je zdaj pokojnik. Skratka, stečaji so včasih res prinašali zelo hude posledice tem prezadolžencem in tako da tisti, ki niso bili sami odgovorni za to, jih je ta družbena stigma lahko prignala ne samo na rob obupa, ampak tudi onkraj te linije in tukaj tudi, nažalost je tudi na Škofjeloškem en tak primer dokumentiran. Hvala lepa.